V imenu konzorcija InnoRenew je v prostorih Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije potekal dan odprtih vrat in odprtje laboratorijev za karakterizacijo in študije degradacije obdelanih lingoceluloznih materialov kulturne dediščine. Vršilec dolžnosti direktorja Janez Kromar ni skrival ponosa ob otvoritvi. Izjemnim ali pa čustveno ali pa ne najdem pravega izraza. Gre za inštitucijo, ki je bila zdaj se bavila predvsem za dediščino na nek uradniški ali upravni način. Prvič se pojavljamo zdaj kot v teh znanstvenih krogih z visoko tehnološko opremo, enako obravnavani kot vsi ostali, skupaj s Koprsko univerzo in pa seveda inštitutom InnoRenew. Stopamo v ta svet in moram reči, da so moji občutki res izjemno lepi. Nova oprema pomeni korak naprej k naprednejšim raziskavam in osnova za povezovanje na mednarodnem področju. Predvsem bomo delali s to opremo, verjetno mislite, ne? Bomo jo uporabljali za razvoj v dediščinski znanosti, se pravi bomo karakterizirali materiale kulturne dediščine na zelo napreden način, ki nam ga ta oprema omogoča. Predvsem se zdaj gradi Evropska raziskovalna infrastruktura za dediščinsko znanost, katerega pomemben del smo postali in smo v bistvu tudi v povezavi z slovenskimi pomembnimi partnerji, kot je Univerza v Ljubljani, v prihodnosti pa tudi InnoRenew in Zavod za gradbeništvo, gradimo slovensko vozlišče za dediščinsko znanost. Prav tako pa bodo novo opremljeni prostori okrepili sodelovanje med partnerji projekta InnoRenew. Današnji dan je pomemben mejnik v gradnji našega dolgoročnega sodelovanja znotraj konzorcija InnoRenew. Prinaša dodano vrednost tako Zavodu za varstvo kulturne dediščine, ker bo lahko okrepil svojo raziskovalno razvojno dejavnost, da sam projekt InnoRenew in pa predvsem bi izpostavila za raziskovalni inštitut InnoRenew, pa ta pridobitev pomeni, da lahko v mednarodnem prostoru tudi na področju gradbeništva, na področju razvoja materialov ponudimo najnovejše tehnike raziskovanja z pridobljeno opremo.